Dobro jutro in dober dan. Pri nas je megleno, pa sem rekel, pa naj bo sonček vsaj od zadaj. Zanč se je nekdo spotaknil, ne moreš reči sonček, to je tako pedrovsko slišati, ne, tak čudak. Kakorkoli. O duhovnosti sem hotel govoriti, ne. Duhovnost, a veš, duhovno čiščenje, duhovna rast, duhovno, ne. In smo se ukvarjali s to, kaj moram jaz na sebi narediti, da bom doživel nekaj. Pa sem jaz teh knjig kar nekaj prebral, nekaj lastnih praks doživel in tako. Vendar sem se skozi svoja predavanja izogibal uporabi besede duhovnost, ezoterika, osebna rast. Te stvari sem nekako zmeraj probal pustiti bolj od zadaj pa reči, ni fora v tem, da moramo mi zdaj pa ne vem kaj. In sem večkrat rekel zdrava kmečka pamet, ne. Zdaj pa sem prišel še do boljše razlage, še bolj enostavne. Duhovna rast my ass. Treba je spoznati njihovo igro. Treba je spoznati, da smo bili nategnjeni. Do globali moraš spoznati, da smo živeli v eni veliki banani in ni potrebna nobena duhovnost. Ne? Zdaj, mi smo bili ves čas bombardirani strani negativcev, primitivcev, lažnivcev in morilcev, ne. In zaradi tega nismo mogli živeti, ker smo bili bombardirani, ne. Všeč mi je, da spoznavamo resnico, ne, da se širimo na tak način. In duhovnost sama po sebi ni nič dosti drugega kot vžgati tisto mero poguma, da si, kdor si. Ker ko pokažeš, kdo si, si valjda ti nevaren člen, a ne? Valjda je sovražnik vedno napadal tisto, kar je imelo vrednost. Torej, če ste napadeni, ste zaradi tega, ker imate določeno vrednost. Jaz imam te izkušnje zdajle, kako je kar kolektivno začelo stiskati njihove laži, the best mi je, ki jih prepoznavam, ki jim v ksiht povem, zdaj imam to najnovejšo laž, so izumili, da sem jim dal jaz zvočne posnetke v MP3, ne, in da jaz sem toliko neumen, ne, da so oni mogli to dati zdaj v MP4, veš, oni so pač brihtni, ne, jaz kot audioinženir sem celo Teslo, ne, ta bagerist oziroma nek švas mojster, ne, on je pa mojster zdaj, je pa pogruntil, da MP3 je audio, MP4 je pa video, ne, toliko je ubrisan, da mi je to laž prinesel, bootleggen. Ampak to zdaj, jaz pravim, njihova igra propada, če bomo pri tem pomagali. Zdaj jaz moram to obelodaniti, ne, da bo javnost vedela, da Tesla, debilna, širijo o nas, ljudeh, laži, klevete, na osnovi katerih potem, a si slišal, je tak pa tak, ovo, in o tebi je v zunanjem svetu narejena napačna slika zaradi tega, ker imaš nekaj vrednega v sebi, ker si jim trn v peti in si jim problem. In dol te zvlečejo samo tisti ljudje, ki nimajo kril, da bi sami leteli. Ne, radi bi te zvlekli na svoj nivo, tam, kjer igro poznajo in te tam dotolkli. In to so počeli. Nam so pa rekli, to je tvoja duhovnost, ne, in mi pa smo iskali to duhovnost v sebi, ne, pa meditirati, pa očistiti, pa ne vem kaj, ne. V isti sapi so nas pa poniževali direktno, za hrbtom so nam posmehovali, v ksiht so se nam režali, istočasno so pa kršili mojo 11. božjo zapoved, ne delaj se neumnega. Jaz sem skontal, da se oni delajo neumnega, ne, nič ne vem, ne, in ne nehajo, nič hudega, ampak, a veš, če se dolgo časa delaš neumnega, s tem izkažeš, da si res neumen in nimaš uma lastnega, s katerim bi mislil, ampak si se prodal svojo dušo, si povozil svoje moralno-etične kompase in si se prodal za dinarčke, neko okoriščenje in neki, in na to so ljudje popali maske, / oziroma ego oziroma ponos.
In ta ponos je lepa beseda, dobili bodo po nosu, kajti kdor visoko leta, ne, tudi nizko pade in udarci bodo trdi. Jaz sem rekel veliko razsvetljenje, ja, predtem veliko sranje, ja, drži. In hudo, trd, boleč padec vseh visokih in bolanih egotov, egotripov, barab, ljudi, ki so se iz nas delali norca in tako. Nekaj me ta slika zadaj je presvetla, moment jo moram pozmanjšati, ker ni v redu, ne? Včeraj sem vam pa naredil balalajko, ne? Sem pozabil sklopiti visok glas, sorry, saj bom popravke naredil. Nikaj, vsebinsko je, ampak enostavno, ko enkrat video narediš, ne moreš ga narediti še enkrat podobnega. Predvsem je največji problem, da ne veš, da si povedal že, pa ne veš, ali v tem videu ali v onem prejšnjem, pa ali trikrat poveš ali pa ne poveš, in mora mičkeno stvar odsedeti, pa bom probal to o delu še razložiti, ker delo na sebi je najbolj bistveno, ne njihovo delo, usrano delaj, in oni so delali tako, da so vohunili, pridobivali informacije in na tistem, kar smo imeli najrajši, so nas bombardirali. Jaz imam recimo zdaj ta udarc, probajo me diskreditirati z delom, ki sem ga naredil za njih, ne, torej vse pustne figure imajo moj zvok noter in oni ga namensko ugasnejo, ne, a veš, to ga boli Turšiča. Ne boli me več nič zaradi tega, ker na nič več nisem čustveno navezan. In če se temu reče duhovnost, tudi prav, ampak čustvena nenavezanost je nekaj, kar mi nujno rabimo. Ne se čustveno navezovati na nikogar. Tudi recimo imam 2 psičke, 2 otroka in tako, ampak na nič nisem jaz čustveno navezan. Eno je to, da skrbimo drug za drugega in ja, vendar nimam bolečin, ker če bi nekaj od mene šlo, to hočem reči. Še slabše pa so čustvene navezanosti, ne vem, na avto, na neke materialne stvari, čustvena navezanost na svojo bivšo klapo ali pa na, ne vem, tako tudi partnerski odnosi so čustvene navezave in smo bili mnogokrat razočarani, predvsem je bolelo. In te čustvene naveze moramo dati stran od vsega. Imeti valjda spoštovanje, itak v prvi vrsti narava, a veš, pobeg v naravo je pobeg domov, dajte začutiti, probati, dajte to. Jaz, ne vem, a sem vam povedal ali ne, ampak jaz sem bežal pred narcisi, pred, bom rekel, temi lovkami, ki so kar vlekle se za mano, sem spizdil. Zastopaš, da sem bežal, tam sem se skalkuliral, skalibriral, me je počilo po betini, zelo močno, hud preblisk sem imel, sprejel sem velike odločitve in sem rekel, jaz se ne dam. Mnogokrat sem v zadnjem času slišal, ja, pa Turšič, saj ne moš to sam nič. Ja, moram, ja, za vse sem sam, ne. Video, koliko časa že delam, pa kolikokrat sem že rekel, da bi mi super prišlo, če bi kdo se pojavil, ki zna editirati, pa ga ni, ne. Pa mora Turšič sam še to, ne, a veš. Mihaelca je the best, no, ona pomaga napisati te stvari, narediti povzetke in sem neizmerno hvaležen in bomo te stvari spakirali še za tiste, ki rajš berejo, ki gledajo. Ne mogu bako in žvaku, ne. Ampak ja, opravljamo delo in prav je tako. Da se vrnem nazaj na duhovnost. Duhovnost sej je valjda delo na sebi, da izgradiš svojo integriteto, da v bistvu, čakaj, moram jaz mičkeno pobrskati, ne moreš nikoli biti, kar nisi, ne? Ego pa maska je nekaj, kar so ljudje, tudi smo ljudje nosili, pa vendar to nismo mi, ne? Naš mi je treba ne poiskati, živeti, ker ti si lahko ti in to je to. In ti si ti v tem trenutku, brez da se karkoli trudiš.
to je, ne vem, Miguel Ruiz rekel. Pa se strinjam. Zaradi tega, ker džabe tebi biti na eni strani tak in tak, na drugi tak in tak, prilagoditi se unemu tako in tako, unemu se malo nasmejati, pa reči, da je ok. Ne, jaz sem uspel zbrati toliko poguma, da sem na njihovo provokacijo dal svojo realno reakcijo. Ne? In se upam smrdljivcu v ksiht reči, da je smrdljivc, da je pokvarjen, da vem za njegovo igro. In nazaj dobim osramočen fris. Ne? In to je tisto, kar razlagam, igra propada in hvala Bogu, kolektivno bomo skočili naprej, zaradi tega, ker vse to, kar zdaj jaz lahko na glas govorim, kljub temu, da sem cenzuriran, pa pritisnem dol, pa se mi naročniki brišejo iz YouTuba, pa se mi ne prikazujejo stvari na Facebooku, tako kot bi se mogle, ker malo pa se spoznam na analitiko in statistiko teh stvari in spremljam in vidim, da pač me umika deva nižje, ne glede na vsebino, ne glede na dolžino, ne glede na javno ali nenavedeno stanje videa, v vsakem primeru sem jaz postavljen nižje. Ne? Če bi jaz seveda govoril o bedarijah, potem bi šlo lahko višje. Ne? In ker smo prišli zdaj do sem, naj vam povem, da opazujem zdaj boj teh lažnih glasnikov. Torej, ta sistem je predvidel vse. Gitek je kompletno zlagan, to je jasno, vendar je vedno imel, kako se reče, umetno opozicijo. Se pravi, pro and kontra je imel obeh straneh, tako da so ljudje rekli, aha, ta je pa proti temu, to je pa super. Torej so bili levi politični, pa desni politični, vsi so frendi. Tudi v prepoznavanju te igre so se oglasili ljudje. Smo se oglasili osebki in ljudje in ti osebki, jaz sem rekel imena, pazite kdo je kdo in vam jih še vedno ne bom povedal zaradi tega, ker jih morate spoznati sami. To sem včeraj mičkam ozavestil malo bolj. Morate jih sami prepoznati in narediti zaključek. Vendar, ta sistem je imel mnogo ljudi, ki so rekli, ja, pa moramo izstopati iz VHO, ja, pa moramo zbrati peticijo, pa podpise za ovo in ovo, pa tam, kaj je že, moramo iti pred parlament, pa moramo to, pa ne vem, živi človek in ne vem kaj, nekaj jajca, pa ne vem, kuhati kis in ne vem kaj. To so ljudje, ki so delovali, kot da so proti sistemu. Naj vam povem, da so tako eni trije govorijo v eni skupini, pa enih 10 govorijo tako v tej skupini in pol rečejo, ta skupina je grda, ta skupina pravi, una skupina je grda, kot da so skregani, vsi so prijatelji, vsi delajo za istega človeka, za istega satana, za isti sistem, in pa se pojavi še tretji, ki pravi, mi trije smo pa pogruntali, da oni so svinje prevarantske in oni so svinje prevarantske. Ampak tudi ta tretji je njihov. In pa se pojavi še četrti, ki pravi, grdi so ti in ti in ti in ti. Kaj iz tega sledi? Da ugotovimo, da oni bodo začeli izdajati sami sebe. Jaz točno iz tega razloga ne bom osral nikogar. Glih zaradi tega, da vam dokažem, če je treba še dokazovati, da nisem jaz del tega sistema v nobeni točki. Vendar spoznanje je tisto, ki je pomembno pri celi stvari. Jaz sem vam že večkrat rekel, mi moramo sami spoznati in kar je lastno spoznanje, ti ga ne bo nihče prebil. Nihče ga ne bo več negeral. Če vam pa jaz rečem, ne vem, XY, torej ne vem, Jože Novak je pa grd, lahko pride do tega, da bo meni 10 ljudi reklo, ti si neumen, ker Janez Novak je good, 10 ljudi bo reklo, pa sej imaš pa prav. Ampak to je manipulacija. Tisti, ki želi spoznati, kdo je Janez Novak, ga bo prečekiral malo na širše, pa bo rekel, aha, tole je v redu, tale ni v redu. Jasno je, da smo vsi pod drobnogledom, vsi,
tisti, ki smo se javno izpostavili, smo vsi pod drobnogledom. Zaradi tega sem tudi zelo previden, kaj bleknem, sem pa za določene ljudi, ki se izkazujejo za super krasne, trdno prepričan, ker imam lastno izkušnjo z njimi, da vem, kdo so in kaj so. Ne? Kljub temu, da je zaslediti, da se spotikajo ob mene, sicer ne z imenom, najbolj jim gre v nos ta naročnina, ker ne morejo videti tistega, kaj mogoče pa ni za javnost. Valjda jih tle skrbi in boli. Jaz pa vidim, koliko stvari grejo naprej, koliko se delijo, malo manjka, pa ne vem, če se bom, ali pač, da pogledam, kdo pravzaprav gleda moje posnetke. Iz kje so ti IP, pa moja ideja je, jaz bi najraje dal vse, vendar je tako, kot delam, prav. In tudi tisto, kar vi počnete, je prav. Če drugega ne, da vas pripelje do točke, da pogruntate, da to ni prav in ni zdravo in ne potrebujete. In bo šlo tako daleč, da boste prisiljeni stvari izpustiti in reči, tole je nesprejemljivo, je nevzdržno in me, bom rekel, tlači nizko dol. In takrat je treba spustiti in takrat se razbremeniš in greš višje. In vsi smo vodeni točno tja. Naš višji jaz, naš notranji, naša duša ve, kaj je, kaj z nami vibrira prav in kaj ne. In fizično občutite dober občutek z ljudmi, ki so na isti valovni dolžini, in fizično se počutite nelagodno z ljudmi, ki niso na isti valovni dolžini. Ja, tudi pameten človek ne rabi biti, se pa treba pa poslušati. In to je tisto, kar vam pravim, dajte poslušati stvari, ja, z ušesi, poslušajte tudi sebe, kdaj vam je prav, kdaj vam ni prav. Ne morete še reči, jaz imam pa strašno rad dunajski zrezek, sem pol me vedno po Dunajcu ni v redu v telesu, ampak grem jutri spet na Dunajca. Če ti po Dunajcu ni dobro, pol ni treba ga jesti, ali kaj. In če se ne počutiš dobro ob človeku, pol ni treba biti z njim, umakni se. Mi potrebujemo svoj čas in svoj prostor in svoj mir, in naš mir je naše naravno stanje. In duša hlepi, da gre v mir. Duša ne hlepi po nemiru. Da bi imeli skupno mišljenje, recimo z nekimi ljudmi, skupno mišljenje, bi ta druga, ostali bi mogli imeti za začetek mozak, da bi sploh lahko kaj mislili. In največkrat tega mozga ljudje nimajo, zaradi tega se ne da dobiti skupnega mišljenja in temu se reče potrata časa. Največkrat je bilo celo tako, da smo razlagali ljudem stvari, ki jih v bistvu sploh niso zanimale. Zanimalo jih je samo tisto, kaj imate radi, da bodo skočili kaj noter, da vam bodo zameštrali. Ljudje so poslušali, česa se bojite, da so vas točno tam potem ustrahovali, sicer ne direktno ta oseba, se druščina funkcionira. Te druščine, družba in združbe, to je nekaj, kar morate eliminirati, kar se morate odmakniti od vsega. Nisem rekel zdaj fizično 100 km stran, ampak distancirati se, torej unattached, nenavezanost je tisto, kar je najbolj bistveno, in ne navezujte se na nikogar, na nobeno združenje, nikamor ne podpisujte ničesar, ker to ni prava pot, to niso pravi ljudje, to je zavaravanje, in lovijo nas, in celo noro postaja zdaj, ker tema se ne bo pustila zlahka, ona gre frontalno, že od covida naprej, se sploh ne skrivajo več, tisti, ki vidimo, zdaj je pa toliko tega, da človek težko skupaj izbere, zdaj smo spoznali zdravstvo, težko smo dojeli, da res zdravstvo ne dela za nas, da v bistvu nas pobija, da prehranska industrija ne dela za nas, nekako mogoče že vemo. Zdaj, odkdaj pa zdaj sodniki dobro delajo? Ja, ne, v bistvu so take scene zdaj prihajajo tudi iz sodišč, kakšne so to.
Kakšni so tu podkupljivi ljudje, sodniki, to oni ne samo razrešitev funkcije, oni so kazensko odgovorni za uničena življenja. Ne? Zdaj kroži neka zgodba o 3 otrocih, ki jih je sodišče dalo fotru, otroci pa bežijo od fotra na vse možne načine k mami, ker želijo mamo imeti. Ne? Očitno pri fotru nekaj ni v redu, če bežijo. Ampak sodišče, CSD in kompletna organizacija, društvo, banda prokleta, oni vsi skrbijo za to, da otroci ne bodo srečni, da bo mizerija večja, ne pa boljša. Nikoli ni ta sistem hlepel k temu, da bo mer, da bo konflikt rešen. Ta družba je zmeraj delovala, da je konflikt bil še večji in še bolj grozen. Tako da dajmo se tega zavedati in ne rabi biti človek v Tibetu pa meditirati, da najde svoj mer. Treba je spoznati njihovo igro v kompletu. Jaz sem v začetku korone sem si mislil, koliko njih vodilnih ljudi bo moglo iti, oziroma se bo izkazalo, da so nas imeli za norce. Zdaj večkrat sem vas opozoril, patriotko, v okolišu pogledajte, ljudi, ki jih poznate, ljudi, s katerimi ste imeli opravka. Zdaj v bistvu mnogo večja je razsežnost prevare, majhnih ljudi, preprostih, neumnih pravzaprav, ker so padli v manipulacijo in seveda dobili nek bombonček in vsi smo konec koncu bili zmanipulirani od rojstva dalje. Je bil smo bili prodani in Vatikanu in državi in ne vem komu, ampak s podpisom je mama nevede nas prodala, vse nas, davno. In ti podpisi, bežite stran od tega, ne podpisujte nikomor nič, ker niste nikomor dolžni polagati nobenih kart za svoje življenje in preživetje. Prav, dolžni ste sami sebi svoj mer in svoje življenje živeti v vezi s strastmi. Nisem jaz dolžen nič nobeno polagati, kaj bom pa kaj ne bom. Jaz bom jedel tiste stvari, ki vem, da so zame dobre, ne pa, ki so moderne, poceni ali pa ne vem, lepo izgledajo, če sem tak banalen primer. Okej. Čisto srce in delovno ročico bom dobil za doto, ki jo nima milijonarka. Čisto, zvesto srce, čisto srce. Kdor ima čisto srce oziroma čisto vest, ta se nima česa bati. Na koncu je zmaga naša, ne glede na vse. Zapomnite si to. Zaupanje je ena izmed stvari, tudi, ki jo moramo nekako razdelati. Mi smo zaupali znanosti, strokovnjakom, zaupaj mi, da ti nalažem, meni verjam, da ti nalažem, zaupaj. Ne. Zaupati bi človek mogel kreatorju, univerzumu, da je vse pelje v tej smeri, da bo na koncu dobro. Sam te lekcije, ki so vmes, so pa lekcije, so pa učne ure, in jih je treba tako razumeti. Ne v točki življenja reči, zakaj se mi to zgodilo v mizerijo, pa v depresijo. Ne. V univerzumu vse funkcionira. Imamo rožice, imamo mi sadje in drevje in tako, in imamo čebelice in metuljčke. Vse to v sinergiji in funkcionira. Ta gamat satanistična je itak probala nam čebele ubiti, ker je jasno, da brez čebele je bolj bedno vse skupaj. Ampak vse je tako, kot mora biti v naravi, funkcionira vse prav in tudi v nas je vse prav. In en tak dober primer sem našel. A veš, ko greš tunel, greš ti z vlakom in pride tunel in v tunelu je tema. Takrat ne fukneš ti vstopnico nazaj, pa daš karto nazaj, pa se vržeš iz vlaka, ampak zaupaš inženirju, da je prav tračnica postavljena, unmu inženirju, ki je rekel, tunel je tako v redu, strojevodi, da je on že šutle skozi in vse ve in da boš prišel na drugo stran tunela, kjer bo spet svetlo. Enako je treba zaupati procesu. Zaupati je treba kreatorju,
da je vse tako, kot mora biti, tudi takrat, ko so težki časi, ko je nemogoče videti jasno sliko, kako je življenje v bistvu prečudovito, kako je naš planet prečudovit in ni prenaseljen in ni prezastrupljen. Vse je bilo otrovno, ne? Otrov, ki sem glih, Baja ga je rekel, otrov, nice pije, nice puši, nice guta, nice njuši. Otrov ti je ono, što ti ide v uši. Zdaj ne bom prevajal tega. In rekli so vam, ne boš to mogel narediti. To se pa ne da. Pa kaj boš s tem? Mi smo te stvari slišali, ne? In jih dali v svoj nabor kalkulacije. Če bi jaz koga poslušal, pol ne bi obstajali videi, ne? Potem ne bi se moje življenje pelalo v tej smeri, kakor se. In naj vam povem, da po eni strani sem vsak dan bogatejši za nova spoznanja, nove ljudi, iskrene zahvale, iskrene stike, končno pravih ljudi. In v isti sapi sem deležen mnogo, bom rekel, klevet od odzadaj, ki o meni rišejo slabo sliko. Ne? Kako sem jaz pač tumelj, debil, pa še neumen, ne? Vendar skozi 200 videov najbrž sem dokazal in sebi in še komu drugemu, da glih po župi pa nisem preplaval, ne? Zaradi tega se tudi upam kaj naprej povedati in ne bi na osnovi videov želel biti idiot, ne? In ako se zmotam tudi kdaj, ne? Sej pa kdor dela tudi greši, ne? Dela napake. Ne obremenjujem se s tem in me ni sram priznati, da sem napako naredil, ker iz nje sem se nekaj naučil. Če ste včeraj imeli visok glas, cel video ga ne boste imeli nikoli več, ker sem bil pač premalo pozoren, a ne? Sem bil pozoren na ene stvari, ta je pa ušla, a ne? Ampak okej, gradimo se, ne? Vsak dan smo boljši, v vsakem pogledu, vsakog dana sve više napredujemo, jel tako? Pazite, ne verjemite ljudem, kaj govorijo o vas, probajte prepoznati ljudi, ki vam govorijo, se povezujemo in se povezujete, sem trdno prepričan. In všeč mi je, da se odvija svet tako, kot se odvija in nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. In veseli me, da sem lahko del tega, ampak morate razumeti, da jaz sem bil prepričan, da delam prav in sem prepričan v to danes še bolj. In ne bo mogel nihče ustaviti tega, kaj prihaja, ker mene ne bo noben več ustavil. No way. Kvečem, če dalje več nas bo. In tako, kot sem tudi v hecu rekel, njim postaja fucking vroče. Res, oni se počasi zavedajo, da ne funkcionira več metanje polen pod noge, ker mi si jih pač preskakujemo enega za drugim. Mi jim damo nazaj neko ignoranco, a veš, kaj, če poslušaj me, mat, gon so tri krasne, nič to nam poslušal, kaj tam poslušal? Ne? Ne? In pa imajo te igre preko, pa zdaj psi so večja tarča, kakor jaz direkt, ker vejo, da bi mi okrog psov radi nakopali in probleme in težave in svašta. In zdaj Lina mi pa tam pomaga malo nagajati. Ampak vse okej. Rekel sem, sprejmimo stvari take, kot so in jih sprejemam. Sploh tisto, kar se ne da spremeniti, na kar pa lahko vplivam, pa delujem po svoji najboljši vesti, močeh, znanju in razpoložljivem času. Ne? To jaz odgovarjam sam sebi, tudi izbiram, kaj so prioritete. Šta je meni važno, če se ti celemu svetu zdi to neumno, mene boli zaradi tega, ker je meni važno. Ne? Jaz vem, kaj je zame dobro in kaj je zame uporabno, ne? Tako da me še musko sem si stisnil pa serija, veš, pa drugo napako naklampaš. Dajte res biti usmerjeni v to, da delate po lastni vesti, pa po lastnem kompasu, ki je vezan na strasti, ne tega zamešati. Ker kar je namenjeno, da bo vaše, že prihaja počasi proti vam, ne? Kar ni bilo namenjeno nam,
počasi odhaja. A ne? In s časom bo vse dobilo smisel. To je tisto, kar sem rekel, kristalna doba, skristaliziralo se bo, smiselno bo pol na koncu vse. In zdaj smo v tej meglici, magla svuda oko nas, v tem tunelu, kjer stvari niso jasne. Če dalje jasnejše so, sej megla se ne ugasne v trenutku, počasi se umika meglica in se bo razjasnila in pokazale se bodo vse tiste kreature in sence, ljudje iz senc, ki so delovali. Ne? To je bil ta superstition, ker oni so delovali v krogu in tako so lahko tudi napovedovali iz kart pa iz Google, kaj bo jutri s tebi se zgodilo. Valjda, če ti je naročila, kaj bo. Mislim, vse smo bili res so se namrežali, ker niso vedeli. Mislim, oni so se po mojem res neizmerno zabavali, ko so se norca delali z nas. Si mislim, da ja, ampak ne bo njim smešno na koncu, ker ne bodo nam upali pogledati v oči, ker bi se nam mogli opravičiti za mnogo stvari in v bistvu raje z nami se ne pogovarjajo in še strosijo še več laži, da bi nekako pokrili sebe, ne? Bom jaz Turšiča osral, pa bom jaz boljši izgledal, ne? Sam moj karakter, ne, se zaradi tega ne spremeni in moj karakter je še bolj odločen pokazati, kdo sem in jih boli, zaradi tega, ker ne dosegajo te integritete, te svobode in to jaz govorim zdaj iz tega lokalnega, to, kar opazujem, ne, in sem ponosen, da sem, kdor sem, res, in sem vesel, da sem šel s tem pogumom naprej, ker mene je osvobodilo, jaz sem odlepljen od vseh stvari, odlepljen, ampak sem pa zato rabil nekaj in časa in poguma in odločitev in ne vem kaj. Ja? Sicer po drugi strani, ko črto potegneš, ni pa tu se nič, ne, kaj smo se sploh toliko borili, ne, se pa bolj simpel, ne. Tako da, dajte probati razumeti, da je duhovnost, preprostost, enostavnost biti. Niste se izgubili vi in ne rabite se nič najti, ker ste že. Sam ukvarjate se pretežno s stvarmi, ki ne vibrirajo prav. No ja, saj ne, čedalje več vas je, ki vibrirate prav. Je že prav tako in sam nadaljujte vsi, ker smo na pravi poti in ni več daleč trenutek, ko bomo lahko resnično veselo rajali in se razbremenili. Jaz mislim, da so med nami krasni, ne med nami, že so vidni koraki Q-ja, ki lepo rine iz pozadine. Dal nam je Q videti medicino, zdaj nam počasi daje videti, kaj so mediji. In počasi bomo prešaltali iz teh, bom rekel, medicinske zgodbe, bomo prešaltali počasi na sodnijo, a ne? Tudi o policiji bo marsikaj videti, a ne? Je že. Ampak ja, ni treba se poglabljati v vsako malenkost. Kako je bila tukaj prevara? Ja, itak. Pa ne rabite se niti poglabljati, kako je bila. Bila je prevara, zmanipulirano je bilo naše življenje z vseh strani v vsakem trenutku, na vseh nivojih. Samo tisto, kar ste vi, ni manipulacija. Bodite vi, držite sami svoj biti, ker je prečudovit. Aj prav, zmagujte, pijte vodo, razelektrite se, plavajte v vodi, ne? Čuvajte, kaj jeste in predvsem, kaj poslušate in ne se naslanjate o tem, kaj slišite o sebi in o drugih, ker nima veze. Spoznajte sami sebe in spoznajte tistega, ki ga želite spoznati sami in se prepričajte, kakšen je njegov karakter in ne poveličujte ljudi, ki niso vredni poveličevanja, ker jih ne poznate. Okay. Držite se, uživajte, pazite, da ne padete v napačne vode, a ne? In pa se vidimo, ne? Ajde, lep dan, čau.